V Podljubelju stoji 300 let stara gorenjska hiša, ki so jo lastniki prilagodili sodobnemu bivanju. Nekoč je bilo podstrešje namenjeno shranjevanju kmetijskih pridelkov in kmečkih pripomočkov, danes pa je preurejeno v svetlo mansardo. Lastniki so v stari hiši ustvarili impresivno sodobno domovanje in hkrati ohranili duh preteklosti. Gospod Vojko, zakaj ste se odločili za obnovo te stare hiše, ne pa za njeno rušitev in postavitev nove? Jaz tukaj živim od svojega 6. leta in kasneje sva z ženo ustvarjali družino. No in nekje okrog 1993 sva premetavala misli ali iti v novogradnjo ali v obnovo te stare hiše. Odločila sva se za obnovo. Razlog pa predvsem leži v tem, da je v tej hiši neko dušo ima, nekaj je v njej. Nikoli nisem raziskoval, kdo vse je živel tukaj, kaj vse se je dogajalo, ampak če bi te zidovi znali govoriti, verjamem, da bi veliko znali povedati. Ne? Je pa konec koncev, ta hiša bo čez 5 let stara 300 let in ni veliko takšnih hiš s to starostjo in mislim, da je to za spoštovati. Gospa Živa, včasih je bila v starejših hišah funkcionalnost prostorov precej drugačna, kot je to danes. Ja, precej drugačna. Predvsem se je hiša že po svojem volumnu prilagodila razgibanosti zemljišča in vremenskim razmeram. Hiša, pred katero stojimo, je vrhkletna, kar pomeni, da so v pritličju v kleti bili hlevi in prehrana oziroma skladišča. Potem smo se pa okrog hiše dvigali in prišli po gornji polici do vhoda v pritlične prostore, ki jih je bilo zelo malo. Velika veža na eno stran, glavni bivalni prostor, hiša, iz nje mogoče kamera, pa na desno še kakšna kamera. Podstreha je imela pa predvsem to funkcijo, da je ščitila bivalne prostore pred vremenskimi vplivi, pred pregrevanjem poleti, pa pred hlajenjem pozimi. Visoka je bila pa zato, da je po svojih strešinah čim hitreje odplavljala od ostenja, dež, sneg, pa da so za izdelavo ostrešja porabili čim manj lesa. Ko pa se je družina povečala, ko se je dvigala kultura bivanja, pa niso bili več zadovoljni, da so v enem samem prostoru bivali in spali cela družina, ki je bila velika. Včasih je bilo po 6-7 otrok. Starša sta se umaknila eventualno v kamero, so pa začeli izkoriščati tudi podstrešne prostore in so gor najprej v srednjem delu naredili začasne kamrice, najprej za otroke, mogoče za kakšne pomočnike, hlapce. In šele v današnjem času z novimi materiali, z novimi izolacijami se je pa življenje dvignilo tudi v ta velik podstrešni volumen. V glavnem so kamnite zidove vedno zaščitili z apnenim ometom in apnenim beležem. Če je bila bogatija, če je bila hiša premožna, je bil ta omet debel. Če je bila revna, je bil omet zelo tanek, ker je bila mivka in apno sta bila dragocena materiala. In potem s časoma je pa apno popolnoma izpodrinil cement, s tem, da ima apno izredno veliko dobrih lastnosti. Je ne samo, da je vlagoodbojen, da diha, da ni toksičen, da je njegova proizvodnja malo osnažuje okolje. Tako da danes, če ga merimo skozi ta merila trajnostnega razvoja, je apno daleč pred cementom, ampak žal v mnogih hišah pri prenovah še vedno kamnite stene omečajo s cementnim ovojem. Tukaj se pri tej prenovi ni zgodilo, je, moram reči, na redkih hiš, ki so bile prenovljene v zadnjem času, kjer so lastniki uporabili apnen omet za ponovno zaščito kamnitega ostenja. Je mogoče ena taka lepotna pomanjkljivost, ki se je pač razširila po celem slovenskem prostoru, to je ljudem postalo všeč, da pustijo nekaj kamnov, da se vidi. Zdaj, to vzor zato je prišel iz obnove visoke kulturne dediščine, se pravi ali spomenikov lokalnega pa državnega pomena, ker so te stavbe se počasi razvijale, tudi ta hiša je v izvorni podobi bila veliko manjša, potem so jo pa počasi dodajali in razvijali. In ko so se take stavbe razvijale, so potem pri prenavljanju pod ometi našli kakšno zazidano okno s kakšnim gotskim okrasom ali pa kakšen kamen s kamnoseškim zapisom. To so potem odstrli, zato da mi to dragocenost vidimo, in ta odstiranja so se
se potem kot neko krasten element prenesla tudi pri prenovah v nekatera območja. Če gledam zelo z ozko strokovnega stališča, se takim posegom izogibamo, ampak je pa to stvar, ki jo tudi lahko z levo roko odpravimo. Velika pohvala gre lastnikom predvsem za uporabo apnenih ometov, apnenih veziv, da so pri prenovi volumen v celoti ohranili, da so v bistvu notranjo razporeditev prostorov prilagodili temu volumnu in, kar je še posebej vredno, da so ohranjeni vsi umetnostni kamnoseški izdelki, to so okenski okvirji, še iz časa baroka, kovane mreže. To je danes velika vrednost, pa tudi redkost, na katero so lahko ponosni. Mislim, da ta vrednost bo s časoma še rastla. Kako pa je ta obnova potekala? Ta obnova je bila pa tako po korakih, se pravi, ni bilo vse naenkrat. Najprej smo šli urejati pritličje, en del, potem pritličje drug del. To se je v bistvu odprlo stene, se jih je sleklo tako rekoč do kamenja. Vse inštalacije so nove, novi so tlaki, umeti. No, ko smo pritličje uredili, smo pa naredili premik v mansardo, kodr smo tudi zdaj. No, in z izkušnjo iz pritličja, kodr so relativno mala okna in tudi ob sončnem dnevu moramo imeti prižgano luč, smo tukaj dali precej pozornosti na to, da imamo dovolj dnevne svetlobe in da smo razporedili okna, tako da je praktično vsak kvadratni meter dovolj osvetljen z dnevno svetlobo. Gospod Sušnik, vi svetujete strankam, kako osvetliti podstrešje z naravno svetlobo. Zelo pomembna je pozicija oziroma višina samega okna. Res je, višina okna je pomembna iz tega stališča, da se trudimo okno ugraditi na tako višino, da je sedeči osebi omogočen pogled ven iz prostora. Če je okno ugrajeno na pravi poziciji, se normalno ročno rokuje s samim oknom. Če je okno ugrajeno višje, se uporablja upravljalna palica ali pa se že v osnovi ugradi elektrificirano okno in se dejansko uporablja upravljalna tablica na dotik, kjer se pač te izdelke upravljajo. Kaj pa primerjava stenskih oken, ki so običajno, ne vem, eno-, dvo-, troslojna ali več, kako je pa v primerjavi s temi strešnimi okni, koliko slojna so ta, kakšna so po konstrukciji v tem smislu? Ja, stranke povprašujejo po dvo- in troslojni zasteklitvi. Omenil bi to, da je struktura zasteklitve pri strešnih oknih bistveno drugačna kot pri stenskih oknih, ker je zunanje steklo je kaljeno, termično obdelano, kar pomeni, da nudi zaščito pred udarci. Na notranji strani gre pa za lepljeno steklo, se pravi, gre za 2-3 mm stekli z vmesno zaščitno folijo, ki jo ob morebitnem razbitju ostane v enem kosu. Naredi mrežo, ampak do same zamenjave opravlja svojo funkcijo, podobno kot pri avtu vetrobransko steklo. Ponavadi se poraja vprašanje, koliko okno stane. To je zelo težko definirati, glede na to, da imamo zelo širok spekter tipov oken, tipov profilov, zasteklitev. Drugače pa najpogostejša dimenzija okna v osnovni izvedbi je okrog 240 € brez davka. Z dodano obrobo in pa vgradnim setom je to 350 €. Če hočemo okno nadgraditi, se pa pač sorazmerno cena dviguje. Večina nima možnosti ogleda take mansarde v živo, zato smo na Veluxu pripravili aplikacijo, ki omogoča virtualni sprehod po mansardi. To aplikacijo si lahko prenesete na pametni telefon iz naše spletne strani velux.si in dejansko za samo uporabo potrebujete očala za 3D predstavitev. Aplikacija se naloži, telefon vstavi v sama očala in dejansko se lahko stranka ogleda realno stanje oziroma realno sliko same mansarde. Gospod Vojko, opazil sem v prostoru precej zanimivih arhaičnih poslikav, tudi precej enotnih na različnih kosih pohištva. Kako ste prišli do njih? Ja, to pohištvo ni tako staro, kot je ta hiša. Je mlajše, je staro približno 40 let. Izdelal ga je pa moj oče, ki je pridobil naziv umetnostni mizar, tako da se je ukvarjal z izdelavo takšne vrste pohištva. Poslikavo so delali tudi nekateri umetniki, moram se pohvaliti, da sem pa nekatere stvari tudi jaz poslikal pač kot tam nek 15-letni mulc. Nadaljujete to tradicijo? Ja, tako je. Je tudi verjetno ta vpliv
očeta, ki je iskal motive tudi v Etnografskem muzeju v Ljubljani, verjetno se je prenesel tudi na mene, zato tudi verjetno ta hiša izgleda takšna, kot je, v bistvu stara. Ne. Kaj pa te motivi, vam kot strokovnjakinji na tem področju, so to, bi rekel, novejši, starejši motivi ali so to zelo, zelo stari, več stoletij? Ko sedim v tem prostoru, to je glavni kmečki prostor hiša, pravzaprav čutim prehajanje časa. Strop je star sigurno 200 in 300 let, lesen, ohranjen. Ohranili so razporeditev pohištva, taka, ki se je postopoma razvila od bohkovega kota do lončene peči in do posameznih kosov pohištva. Pohištva so kmetje, ki so nekdaj želeli, da je tudi njihov prostor lep, na Gorenjskem tradicionalno krasili z slikarskim okrasom, ker slikarstvo je bilo tle prisotno kot neka umetniška dejavnost in lahko rečem, da so Gorenjci bili prav vešči, da so imeli to genetsko prirojeno. Prihajalo je ta poslikavanje nekaj severa in razvili so se skozi čas res kakovostni motivi, ki jih je neskončno veliko. Povezani so bili lahko s krščanskim verovanjem, se pravi, da neka ikonografija z krščanstva, še več pa iz narave in iz okolice. In pohištvo, ki je sicer mlajšega izvora in na nek način lepo povezuje to našo tradicijo v sodobnejši čas, je narejeno iz masivnega lesa, zelo korektno. Motivi so, lahko rečem, vešče naslikani, to se pravi, da tudi ta naziv umetnost ni bil kar tako podarjen in pravilno je, da se to pohištvo tudi v taki obliki ohrani in prenese kot dediščina. To je v bistvu že dediščina, stara že 50 let in več, vašim potomcem. Gospa Sabina, v tej hiši ste ohranili številne tradicionalne prvine, ampak črne kuhinje pa ne. Ja, nažalost, sodobni časi vse nekaj novega prinesejo. Je bila pa moja želja po tem špargetu, v bistvu ziden šparget. Mož se mi je zmeraj hecal, smejal, da ga bom zakurila, ker je mislil, da to pač jaz ne bom izvedla, ampak kot mesto oziroma nisem bila kmečko dekle, ampak to je bila resnično moja želja in velikokrat, sploh konec tedna se v tem prostoru zadržujemo, kuhamo. Domača goveja juhica je najboljša z tega štedilnika špargeta na trda goriva. A ta šparget premore tudi kakšen prostorček kot pečica? Seveda. A veste, kako kruh, pečenka, to je vse super, ko lahko zjutraj vse pripravim, zakurim, odidem malo v hribe in se vrneva nazaj. In kosilo je na mizi.